beseda in lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Upam, da se v redu slišimo in da nas tehnologija um, nam tehnologija ne bo odpovedala. Takole, pripravila sem predstavitev na temo pismenosti in mogoče bi uvodoma povedala, da ker sem andragog, bo obravnava pismenosti izrazito andragoško obarvana. In mogoče bi tudi omenila, da svoj navdih za preučevanje pismenosti dolgujem profesorici doktor Ani Krajnc, ki nas je med doktorskim študijem seznanjala s temi vsebinami. No, pismenost preučujejo različne stroke. Jaz se bom dotikala teh zadnjih dveh plasti tega kolobarja, se pravi, kako se pismenost udejanja v družbi in kateri so razvojni in izobraževalni cilji pismenosti v družbi nekoč in tudi danes. Ampak pojdimo malo pogledat, kako je v bistvu nastala pismenost, ker se je v bistvu pismenost razvila vzporedno s pisavo. Pisava je bila za človeštvo je velik doprinos razvoj pisave in usvajanje zmožnosti pisanja in branja je pomenilo zelo zahtevne operacije, ki od človeka zahteva velik napor, veliko znanja, veliko vaje tudi. In se pravi, gre za zelo zapletene procese, ki so bili nekoč obvladovanje teh procesov je bil nekoč v bistvu privilegij najvišjih socialnih slojev, ki so imeli možnost, da se posvečajo razvoju teh kompetenc. In zmožnost pisanja in branja je imela tudi v družbi zelo visoko vrednost, ker je bila nekaj ekskluzivnega. In čim v družbi ima malo ljudi določene kompetence, potem so te kompetence visoko vrednotene, ne. Takrat je lahko tudi veljalo tudi dihotomno pojmovanje, ali si pismen ali nisi pismen. Nekih vmesnih poti tudi dejansko ni bilo. Imeli smo tudi poklicne pisarje, ki so se s tem izrecno ukvarjali in je bila v bistvu to njihova poklicna naloga. Pismenost pa je v bistvu neki kompleksen in večplasten pojem, ki se je spreminjal skozi čas. In če uvodoma lahko poenostavimo, gremo od nekega pojmovanja pismenosti kot skupkov osnovnih operacij branja in pisanja do današnjih zajetnejših definicij, ki pojmujejo pismenost kot skupek znanj in kompetenc, ki jih posameznik potrebuje v svojem vsakdanjem življenju, zato da uspešno deluje v družbi. No, poglejmo, kako smo prišli do takega širšega pojmovanja. Na začetku je bil izziv opismenjevanje oziroma tako imenovana alfabetska pismenost. S tem so se v bistvu že v razsvetljenstvu ukvarjali razsvetljeni vladarji, ki so razumeli, da je dobro, da se ljudstvo opismeni in izšola. Za današnje razvite države v bistvu je to področje že dobro urejeno, imamo pa še številne države v razvoju in tukaj na levi strani je ena sličica iz Burundija, kjer sem bila pred leti kot prostovoljka. In tam dosega v bistvu stopnja nepismenosti, takrat je dosegala stopnja nepismenosti med odraslim prebivalstvom še 70%, se pravi, večina odraslega prebivalstva je bila še nepismena. In tukaj je en tak primer neke gostilne, ki je ravno zaradi tega, ker večina prebivalstva je pač nepismena, poleg napisa na pročelju so tudi pročelje poslikali s storitvami, ki jih posameznik tukaj v bistvu lahko dobi, tako da imate tele poslikave na zidovih. Opismenjevanje
alfabetska pismenost, doseganje alfabetske pismenosti za prebivalstvo je pomenilo za države velike naložbe, in predpostavljali so, da s tem, da se ljudje šolajo, da se bo problem nepismenosti rešil. In zdaj se postavlja hipoteza, ali to pomeni, da smo vsi, ki smo se šolali, tudi pismeni. In dejansko je prepričanje, da s samim šolanjem lahko zagotovimo pismenost, veljalo do nedavnega. In tudi statistična definicija je izhajala iz take opredelitve. Tudi pri nas do nedavnega je veljalo, da če se posameznik zaključi vsaj 3 leta osnovne šole, da je bil pač pismen, ne. Tako da je bila v bistvu pismenost definirana oziroma zajamčena z minimalnim številom, določenim minimalnim številom let šolanja. Potem pa so se počasi dogajali določeni premiki in en tak pomembnejši alarmni zvonec, se je na primer, zgodil med drugo svetovno vojno v Združenih državah Amerike, ko so vpoklicali dodatne vojake in so se zavedali, da so tile, mladi, kljub temu, da so zaključili obvezno šolanje, da imajo težave razumeti neka osnovna navodila, ki so podane v pisni obliki. Ampak taka navodila, ki so tudi pomembne za samo preživetje, vojaka, namreč z drugo svetovno vojno se je spremenil način vojskovanja, veliko tehnologije, letalstvo in tako dalje. In tako da so bili določeni vojaki odklonjeni ravno zaradi tega, ker niso dosegali minimalne stopnje pismenosti, ki so bile pač takrat določene po ameriških vojaških standardih. Ampak tukaj se zgodba zaključi tukaj. V povojnem obdobju pa je v bistvu se, zmožnost pismenosti, kompetence pismenosti močno povežejo z družbenim napredkom, z razvojem gospodarstva in potrebe po neki, bolj izobraženi oziroma pismeni delovni sili. In, postopoma se v tej postindustrijski družbi vloga pismenosti, stalno okrepi in se v bistvu njena vloga stopnjuje. V teh fazah pridobiva ključno vlogo Unesco kot glavni akter, ki pa v tej fazi, še vedno razmišlja oziroma je prepričan, da z dovolj dolgim šolanjem v vseh državah se, bo postopoma odpravila nepismenost tudi med odraslo populacijo. Se pravi, če dovolj dolgo šolamo mlade, ne, potem, postopoma bomo odpravili nepismenost, med odraslimi. V resnici pa, ni bil še odkrit problem funkcionalne nepismenosti med odraslimi in počasi prihaja do tega zavedanja. V 60. letih je tako tudi pismenost, bila povezana z družbeno emancipacijo, predvsem revnejših slojev in priseljencev. Tukaj imate recimo fotko iz Kube, kjer je bil shod za, univerzalno pismenostjo, za pismenost in je bila dojeta pismenost kot neka osnovna človekova pravica, ne, da je imel, odrasla oseba pravico do tega, da, je pismena. Unesco takrat pripravi tudi, svetovno kampanjo za univerzalno pismenost, priporočila, razvojni načrt in, postopoma z gospodarskim, ekonomskim razvojem je poudarek na, ekonomski razsežnosti pismenosti. Se pravi, kaj pomeni pismenost za razvoj gospodarstva in kateri so potenciali pismenosti z vidika predvsem, trga, zaposlovanja. V 70. letih pa postane bolj jasno, ne, to zavedanje, da šolanje, še ni jamstvo za pismenost med odraslo populacijo in da se, kaže upad kompetenc, pisnih kompetenc med odraslo populacijo, tako da pride v ospredje pomen naložb v izobraževanje odraslih. In,
zelo jasno tudi izpade, da so družbeni dejavniki in družbene prakse tiste, ki zelo močno vplivajo na razvoj oziroma upad pismenosti pri posameznikih. In, s tem zavedanjem dejansko se pismenost postane, problem tudi sodobnih družb in se umesti v agendo med prioritete tudi, razvitih zahodnih družb. Se pravi, ni več problem samo za družbe v razvoju. No, v 80. letih, postane, še bolj izrazita, prehod v tako imenovano družbo znanja, konkurenčnost na trgu dela, globalizacija, tehnološki razvoj, ampak tudi birokratizacija delovnega mesta. Se pravi, posameznik, ki se zaposluje, mora imeti določene pisne kompetence. In pri tem je močan poudarek na ekonomski razsežnosti, predvsem pod, vplivom politik in tudi raziskav, OECD-ja in delno tudi ekonomističnega pojmovanja, vseživljenjskega učenja, ki se je, razvijal tudi v evropskem prostoru. No, pri nas so se, podobno po vzoru, drugih zahodnih držav v 90. letih začele raziskave na področju, pismenosti. In, raziskovanje se je razvijalo na Andragoškem centru in, najprej je bila izvedena v 90. letih nacionalna raziskava, katere podatki seveda niso primerljivi na mednarodni ravni, ker je bila, zastavljena, in izvedena po takih kriterijih samo pri nas v Sloveniji. Namen te raziskave je bilo, da se, preuči, kakšno je dejansko stanje glede pismenosti med odraslo populacijo pri nas. In, rezultati so bili taki, da so kazali, na potrebo po, ukrepih na področju pismenosti med odraslimi. Tako da se je potem v naslednjih letih tudi Slovenija vključila v te mednarodne raziskave in od takrat dalje imamo tudi raziskave, ki so, mednarodno primerljive in, potem se bomo tudi seznanili z rezultati, teh raziskav, bomo videli, kako, kažejo podatki o Sloveniji. No, mogoče, da, še omenim, v 90. letih pa pride tudi do nekega pomembnega premika, s skupino, ki je razvila v Londonu tako imenovano New Literacy Studies in preučuje pismenost kot družbeni pojav. Se pravi, kot nekaj, kar je zelo relativno od kulturnega okolja, v katerem se ta pismenost pojavlja. Se pravi, da ne gre pismenost dojemati kot neki nevtralen in univerzalen pojem, ampak kot nekaj, kar je zgodovinsko, geografsko, kulturno, relativno in pogojeno. In, v kontekstu teh študij se tudi razvije, razlikovanje oziroma pojmovanje med, pisnimi praksami, se pravi, rabo pismenosti v določeni družbi, ne, in pismeni dogodek, ki je dejansko, posamezna dejavnost posameznika, kjer uporablja pismenost. Na primer, ne, v nekaterih, kulturah, če dam neki tak primer, se tudi v, religiji recimo uporablja, drugačne pisne prakse, včasih tudi v, nekem drugem jeziku, ki se uporablja v religiozne namene. Se pravi, opazen je neki zamik, ne, od preučevanja pismenosti kot nekaj, kar je neodvisnega od konteksta, do preučevanja pismenosti kot nekaj, kar je zelo umeščeno v določen prostor in v določen čas. In, s tem v zvezi se razvijajo različne prakse, kar tudi pomeni, da če si pismen v enem okolju, ni nujno, da si pismen tudi v drugem okolju. In, posledica takega pojmovanja je tudi razvoj koncepta mnogoterih pismenosti, ki se ravno razlikujejo po času, prostoru in tudi razmerju moči, v smislu, da vsaka družbena skupina ima neke svoje utečene pisne prakse.
Zdaj, tukaj mogoče lahko kot primer povem še eno anekdoto in zato imate tukaj tole, zemljevid Nizozemske. Namreč, um, v, vsaki družbi, ne, smo navajeni recimo na določen format, tudi kar zadeva, ne vem, vozni red vlakov, ne. In zgodilo se je, da smo šli pred leti, s 3 kolegi na neko konferenco na Nizozemsko, tukaj na sever, mogoče bom z miško pokazala, Leeuwarden. Vsak smo s svojega konca leteli na Amsterdam in na letališču stopili na vlak, ne, seveda smo prej pogledali urnik in tako dalje, ne, in na letališču stopili na Amsterdamu, stopili na vlak za Leeuwarden. Vsi trije z najvišjo izobrazbo, doktorji znanosti, en se je šolal, v, Italiji, druga v Združenem kraljestvu in jaz v Sloveniji. Skratka, kupimo karto, stopimo na vlak in mi se lepo tako v poznih popoldanskih urah vozimo, ne, proti severu. No, in potem tam enkrat, ne vem, na pol poti, pride inšpektor, pogleda karte in reče: "Ja, vi ste na napačnem vlaku." In mi gledamo, kako smo na napačnem vlaku. "Ja, tale vlak gre v Groningen." In smo rekli: "Ma kako, saj smo mi to pogledali, ne." In potem nam on pokaže vozni red in glejte, tukaj je zapisano, da se tukaj cvole na pol poti vlak loči, prvi 4 vagoni grejo v Groningen in zadnji 3 grejo v Leeuwarden. In mi smo bili pač posedeni na napačnem vagonu in seveda nismo tega vedeli. In tako smo sredi v bistvu noči se vozili nazaj proti Cvole in končno sedli na ta pravi vlak in ob 2 ponoči prišli na našo destinacijo, ne. Kje je bil problem? Problem je bil v tem, da tisti vozni red, je bil pač zapisan v nekem drugačnem formatu in mi iz onega formata nismo razbrali informacijo, da se nekje potem ta vlak loči v dvoje, ne, in en del gre v eno smer in en gre v drugo smer, ne. Kar se pravi, da so tudi določeni kulturni vzorci, ki so značilni za določen kontekst in ki na osnovi tega se lahko te, pisne prakse dejansko tudi, spreminjajo. Danes v stroki imamo 3 različne pristope k preučevanju pismenosti. Prvi je tako imenovan kompetenčni model, ki pismenost preučuje kot skupek nekih, nevtralnih, univerzalnih kompetenc za kodiranje in rekodiranje nekih pisnih simbolov in ustvarjanje pomena iz tega. K temu pristopu sodijo tudi te mednarodno primerljive študije, od PISE, do PIAK-a, skratka te, o katerih včasih tudi beremo preko medijev in drugih strokovnih, revij. Potem imamo drugi sklop, tako imenovane študije konteksta, kjer pa se pismenost gleda kot na neko družbeno prakso in kot sem prej omenila, gleda se na mnogotere pismenosti, se pravi, da ne obstaja samo ena pismenost, ampak da vsako okolje, vsaka družbena skupina ima svoje pismenosti in razvija svoje družbene, pisne prakse, znotraj katerih se pač pojavljajo ti pisni dogodki oziroma ta individualna dejanja. In tukaj se, pri preučevanju študij konteksta postavlja vprašanje, katere pisne kompetence potrebujejo posamezniki za različne družbene pisne prakse, ne. Se pravi, v določeni družbi, katere so tiste pisne kompetence, ki potrebuje zato, da lahko uspešno deluje. Ampak se te kompetence razlikujejo od družbe do družbe. No, zadnja, skupina študij pa vključuje tako imenovane kulturno-kritične študije in tukaj se pa na pismenost gleda z vidika razmerja moči in oblasti, ki se zrcalijo v teh pisnih praksah. In se pismenost dojame kot neki dejavnik družbene reprodukcije, nadzora, ohranitve družbene moči, in v sklopu teh študij izstopa na primer, stališče in teorija Freira, ki imate tukaj, sličico njegove knjige, ki je bila pred leti prevedena tudi v slovenščino, Pedagogika zatiranih.
in ki, če poenostavljeno strjem, zagovarja stališče, da je treba odrasle, te, ki so zatirane družbene skupine, opolnomočiti ravno preko izobraževanja, zato da, razumejo vzvode in dejavnike, ki vplivajo na njihov neugodni položaj, in da v bistvu sami poiščejo rešitev, strategijo, zato da ta svoj položaj spremenijo. Pri vsem tem pa seveda potrebujejo določeno znanje in zato tudi pedagogika oziroma izobraževanje teh družbenih skupin, ki so v nekem neprivilegiranem položaju. Danes, če se povrnemo k današnji družbi, pa se je dejansko vloga pismenosti okrepila. Ne vem, ali se lahko domislite na eno dejavnost, ki jo v svojem vsakodnevnem življenju lahko opravljate, ne da bi potrebovali pismenost. Jaz študente vsako leto sprašujem, pa nismo še, ugotovili ene dejavnosti, pri kateri niti v najmanjšem, deležu ne potrebujemo, zmožnosti, branja ali pa pisanja. Okolje oziroma razvoj družbe postavlja vse višje zahteve, se pravi, da se, raven pismenosti, ki jo zahteva družba, stalno stopnjuje. Delno je to posledica birokratizacije, delno tudi tega, da je pismenost, pisana, beseda v bistvu postala dominantno sredstvo sporočanja. K temu je seveda svoj delež prispevala tudi komunikacijsko-tehnološka revolucija. Giddens, sociolog, pravi celo, da zmožnost upravljanja in uporabe pisnih informacij v pisni obliki je danes pogoj za preživetje v sodobni družbi. Baker je skušal malo, analizirati, na katerih področjih uporabljamo pismenost, in ugotavlja, da uporabljamo pismenost za vsakodnevno varno preživetje, kot je na primer razumevanje napisov, smerokazov in podobno. Za izobraževanje seveda, za aktivno državljanstvo, ko bomo na primer v kratkem šli na volitve, za vzdrževanje osebnih odnosov na daljavo, maili, sporočila, za sprostitev, kreativnost, umetnost, umetnostno izražanje na delovnem mestu seveda, in tukaj so veliki, odkloni, nekatere delovna mesta zahtevajo višjo raven, druga nižja, in na področju osebnostnega razvoja. Tako da, če lahko malo združimo, lahko rečemo, da uporabljamo na delovnem mestu, v družbenem okolju in tudi v družini. Kateri so danes izzivi? Vidim, da so v chatu že dali vse podatke, Freirovi objavi, super, hvala. Se pravi, govorimo o večrazsežnostni pismenosti, o mnogoterih pismenosti, o različnih, vrstah in tipologijah besedil, ki so tudi podprte z različnimi tehnologijami, kar zahteva različne zmožnosti razbiranja in upravljanja vsega, kar dejansko počnemo z besedili oziroma z zapisano besedo v določenem družbenem okolju. Velik izziv danes predstavlja digitalna pismenost. Vem, da se bomo v to temo še poglobili. Razlika je predvsem v tem, da ta besedila niso več tako linearna in da v bistvu uporabnik pri, uporabi, digitalnih besedil ustvarja neko samo svojo pot branja, kar, v bistvu pripomore k temu, da se razvijajo neke nove prakse branja. Tako da tukaj sem na primer dala eno sličico ene spletne strani, ne, in imamo določene elemente, ki so zavedeni, in potem uporabnik spletne strani oziroma bralec, ne, lahko klika posamezne puščice tukaj na primer, ne,
in preide k drugim vsebinam in potem spet bo, kliknil na druge povezave, ki ga zanimajo, si mogoče, snel nekatere dokumente, ki ga zanimajo, prelistal te dokumente, ki ga zanimajo, in skratka, ne bo dveh uporabnikov, ki bosta prehodila isto bralno pot z vidika nekega, digitalnega besedila. Tako da pojavljajo se nove strukture, novi vzorci in, potreba po nekih novih strategijah. Še nekaj refleksij. Videli smo, da stopnja izobrazbe ni več jamstvo za pismenost odraslih. Celo so raziskave pokazale, da elementi sociokulturne, socioekonomske narave v odraslosti imajo večjo težo kot pa stopnja izobrazbe. Kateri so ti elementi? V ospredju so predvsem, družina, življenjski slog posameznikov in družinskih članov, in tukaj bi to mogoče opisala kot pisne prakse posameznika in družinskih članov. Na primer navada, ne vem, da se prebira časopise, da se sega po različnem pisnem gradivu. Tudi značilnosti družbenega okolja in delovnega mesta. Kaj mislim tukaj družbeno okolje? Poglejte, naše okolje je v bistvu nasičeno z napisi. In, tega se v bistvu najboljše zavedamo takrat, ko se znajdemo, na primer, če ste kdaj potovali, ne vem, v tujini, na primer Grčiji ali kakšni arabski državi. Skratka, v eni državi, kjer uporabljajo drugačno pisavo in ste se znašli, okolje, ki je nasičeno z napisi, ampak vi niste bili zmožni teh razpisov razbrati, niti minimalno, zaradi tega, ker so bili napisani z neko drugo pisavo, ne. In tako da v bistvu tako malo podobno kot predšolski otrok, ne, vidiš, da je neki znak, da je neka pisava, nekaj zapisanega, ne, ampak nimaš v bistvu inštrumentov, da bi lahko ta zapis razbral. Tako da v bistvu te bralne in pisne prakse v družini imajo večjo težo kot stopnja izobrazbe. Ravno zaradi tega, ker, se raziskave kažejo, kako v bistvu z neuporabo pismenosti v vsakdanjem življenju se kondicija oziroma zmožnost uporabe pisnih kompetenc, postopoma zmanjšuje. In tako da v bistvu treba te, pisne kompetence, ki se jih osvoji v šolskem obdobju, v bistvu stalno natrenirati, zato da raven ne upade. Zakaj temu pripisujemo toliko tak pomen? Zato ker v bistvu je ta pismenost prodrla vse pore našega življenja. Če vam pride res na misel, se utegnete domisliti ene dejavnosti, ki lahko počnete brez pismenosti, mi kar pišite v chat, ke z veseljem zbiram primere takih dejavnosti, kjer ne potrebujemo pismenosti. V sodobni družbi, kot sem prej omenila, se je povečal delež informacij, ki so posredovane v pisni obliki, tako da v bistvu se stalno stopnjuje, nivo pisnih kompetenc, ki jih posameznik potrebuje. To se je še dodatno okrepilo z razvojem digitalne pismenosti, ki ima tudi neke svoje dimenzije in ki v bistvu od nas zahteva, da smo stalno na preži, da ne zaostajamo za razvojem in je v bistvu dohitevanje teh ravni pismenosti neki nedovršen proces. Nikoli ne pridemo do konca. Stalno moramo skrbeti za svojo pismenost in v bistvu stalno biti na preži, da imamo ustrezno raven pismenosti za pisne prakse, ki jih zahteva naša sodobna družba. Zdaj, poraja se mi vprašanje, ker je bil tak izzivalen naslov posveta Pismenost na prepihu, ali je res pismenost na prepihu?
Ali so v teku neki novi obrambni mehanizmi razslojevanja? Um, Mislim, da delno je pismenost ogrožena in kje vidim jaz neko grožnjo? V tem, da je trend, v smeri, da se velikokrat, oziroma da se s pomočjo sodobne tehnologije pisno sporočilo začenja nadomeščati s slikovnim gradivom ali pa recimo z raznimi posnetki, ne. Nekoč smo imeli, ne vem, navodila, kako uporabljaš nekateri, neki aparat, ne, zdaj pa imaš, videoposnetek in te tako imenovane tutoriale, ne, in si to pogledaš in potem obvladaš, ni ti treba brati in, se s tem sekirati. Gre lažje, ne, ker je človek vizualni tip in mu gre lažje, če pogleda posnetek, kot pa če dejansko prebere navodila, ne. Prebiranje navodil, kodiranje, dekodiranje teh simbolov, interpretiranje prebranega zahteva neki v bistvu dodatni napor, ne. Z druge strani, se pravi, da določene stvari poenostavimo, z druge strani pa se sprašujem, ali to, poenostavljanje, če preide v vse pore našega življenja, vključno tudi s šolanjem, ali ne za sabo potegne tudi neko izgubo nekih pisnih kompetenc. Ker kar mi pridelamo v neko video, vizualno obliko, ne, je še vedno predelano, je v bistvu neki prevod, ne, tistega, kar je v originalnem zapisu, ne. Tako da tukaj se spet sprašujem, ali ne bo postala spet pismenost neka kompetenca, neki privilegij določenih krogov. In tukaj mogoče se tudi navezujem na našega Trubarja, ki je recimo bil mnenja, ne, da, zato da, posameznik udejanji, ne, to svojo vero, potrebuje neki neposreden pristop do, teh religioznih besedil, ne, kar pomeni, da treba vseh postaviti v situacijo, da lahko sami prebirajo ta besedila, da razvijajo svojo pač vero. Tako da tukaj se mi postavlja, no, tako vprašanje in mislim, da to je tudi en izziv, s katerim se danes soočamo. Za konec pa bi vam pokazala, še rezultate, teh mednarodnih, raziskav, ki sem jih prej omenjala, kjer je pismenost dojeta kot neki skupek, bom rekla, univerzalnih, nevtralnih kompetenc. In zato so v bistvu te raziskave narejene, z nekim inštrumentarijem, ki je razvit, in, namenoma in se potem uporablja, preveden seveda, v različnih državah. In, Slovenija je pri teh raziskavah za odraslo populacijo sodelovala dvakrat. Prvič, vidimo tukajle, se je nahajala na tej sivi točki in potem z ukrepi, naložbami, ki so bile namenjene pismenosti in razvijanju funkcionalne pismenosti med odraslimi, se v bistvu, so se z drugo meritvijo pri drugi ponovni raziskavi dosežki bistveno izboljšali. In, če pogledamo še, tukaj pa je povprečje vseh držav, ki so sodelovale, tako da vidimo, da se nahajamo še vedno v, bom rekla, na dnu te lestvice, ne, ampak glede na prvo izvedbo, ki je bila, pri kateri je Slovenija sodelovala v 90. letih, smo, bistveno izboljšali dosežke pri ponovni, udeležbi v raziskavi v leta 2012 oziroma 13, ko so se zbirali pri nas podatki. Ti podatki oziroma ta raziskava je merila različne razsežnosti pismenosti, delo z, besedili, matematične pismenosti in, delo, digitalno pismenost, če tako poenostavim. In tukaj vam prikažem samo, rezultate za besedilne, spretnosti. Tukaj je povprečje OECD držav, ki so sodelovale, in mi se nahajamo tukaj, pod nami so še te sredozemske države, Španija, Italija, Grčija, Turčija. Tale graf gre
interpretirati takole. Um, Bralna pismenost je bila razdeljena na 5 ravni. Na levi strani te črte, ki predstavlja izhodišče, so prve 3 ravni in na desni pa zadnji 2, se pravi tretja in četrta in peta raven, ki so združene. In vidite, da v bistvu je, kar velik delež slovenskega odraslega prebivalstva, ki v bistvu se nahaja na, drugi ravni in v bistvu je manjši delež na tretji oziroma četrti in peti. Z matematično pismenostjo nam gre bistveno boljše, tako da je tam naša uvrstitev boljša, ampak še vedno pod povprečjem držav, ki so sodelovale. Mogoče še pred koncem, kaj je bilo še ugotovljenega? Tako kot v drugih državah, tudi, v Sloveniji so podatki kazali, da višja raven besedilnih in matematičnih spretnosti se pozitivno povezuje oziroma korelira z, vključenostjo v delovno silo, se pravi zaposlitvijo, višino plače in tudi z drugimi neekonomskimi dejavniki, kot so na primer, vključevanje v prostovoljstvo, skrb za lastno zdravje, in socialni kapital, ki se kaže v zaupanju drugim in v politični tudi participaciji. Tako da toliko iz moje strani. Hvala za pozornost in ostajam seveda na razpolago za morebitna vprašanja. Jaz se vam zahvaljujem za to predavanje, ki je zares, uspelo prikazati, kako kompleksna, je pismenost in družbeno, pogojena. In ravno to, kar ste rekli, sem razmišljala skozi, vaše predavanje, da pravzaprav na eni strani pismenost prodira v vse pore, našega življenja. Zahteve so vedno hujše, nikoli jih ne moremo doseči in res mislim, da postaja zopet, kljub tej, kljub temu, da je vsepovsod prisotna, je na neki način že zdaj zelo ekskluzivna, vedno večkrat. To se mi zdi. In druga zaskrbljujoča stvar, ki pa je pa ta odvisnost posameznika od družine, bolj od družine, recimo če šolski sistem ne more poskrbeti za posameznika, pomeni, da pravzaprav neke družbenih prehodov, recimo za tiste, ki je poskrbljeno in ki so izobraženi, ostanejo izobraženi, ostali pa ne. Ni več možnosti tega, prehoda med recimo družbenimi sloji, se mi zdi. In to je zaskrbljujoče, to verjetno niso pozitivni trendi v družbi, bi rekla. Ne, ampak mislim, da se da tudi razviti, določene pisne prakse, ki so bolj naklonjene pismenosti. In mislim tudi, na tem področju, na primer knjižnice opravljate neko zelo dragoceno delo, ko imate, ne vem, bralne urice, za otroke in tako dalje, ne, da se izpostavi pomen teh praks, ne, in, ki dejansko potem nekje zaznamujejo, ne, Ja, je še pa res, da odraslega. odvisno, no, če so otroci vključeni v šole in vrtce, so tega deležni, ne, sicer pa ni nujno, da vsi starši pripeljejo otroke v knjižnico. To je spet problem. Ja. Ja. Vidim, da smo v chatu, pa se je zdaj že malo skril, ste dobili odgovor na vaše vprašanje. Mislim, da je bil, kje ne potrebujemo pismenosti, Aha, da so bile, zdaj po spominu govorim, obrti, ja. iz, Aha. iz roda v rod, pa razne športne aktivnosti, če sem prav povedala. Anka, priskočiš na Ja, pomoč? si prav povedala si. Ja. Gospa Jelka Kos je napisala, da so to razni športi in pa obrti, ki se prenašajo iz roda v rod. Ja, hvala. Ja, res, čeprav včasih tudi športi, ne vem, imaš točkovanje, imaš kakšne pravilnike, ne, tako da tudi, praksa tako kot taka, ne, ampak,
gojenje določenega športa pa spet nekaj potegne za sabo, ne, da nekaj bereš, če ne drugega, vsaj včasih točke, recimo, kako se izide tekma ali odvisno.